Hvala še enkrat lep pozdrav. Torej, naslov je v tem se še malo bolj zakompliciral. Naslov je javna šola, avtonomija in paternalizem. In zdaj, ker smo skoraj da v takem bolj, kako bi rekel, domačem ozračju že, je popoldne, vsi smo že nekaj dali skozi, se bomo vodoma spomnil, kako je izgledalo in kako je bil videti naš pogovor. V tem predavanju kolega me je vprašal, o čem boš že govoril v tistem predavanju, ali ni nekaj na A, o avtoriteti, o avtonomiji. No, potem se je pa spomnil, da je bilo o avtoriteti govora lansko leto, tako da mora biti avtonomija. Ampak še vedno smo A, torej na samih začetkih. Avtonomija je v evropskem civilizacijskem prostoru eden osnovnih pojmov, na katerih je ta družba utemeljena, na katerih so utemeljene te države. Tako da izhodišče javnega vrtca, javne šole in vzgojiteljev, učiteljev, vzgojiteljic in učiteljic, pa tudi ravnateljev oziroma ravnateljic, mora biti glede avtonomije dogmatično. Na pedagoškem področju najbrž ne slišimo preveč pogosto te besede dogma, ampak v smislu, recimo, če naj uporabim nek matematični pojem, avtonomija je aksiom, ki je aksiom sodobnih družb in seveda osnovno vprašanje, saj iz mojega vidika, je zgolj to, kako se znamo in zmoremo na to mesto postaviti v praksi. V Sloveniji je koncept avtonomije nedvoumno bil postavljen kot eden osnovnih gradnikov šolskega sistema, šolska zakonodaja leta 1996 in z njeno konceptualno podlago Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji iz leta 1995. In v poglavju o avtonomiji je navedeno, da morajo vrtci in šole imeti avtonomijo v razmerju do države in strukturo oblasti, pa tudi v razmerju do izvenšolskih oblik vednosti in prepričanj. Ta dva vidika bomo pogledali. Najprej, avtonomija javnih vrtcev in javnih šol je tam zapisano, mora biti zagotovljena z načinom financiranja in zaposlovanja pedagoškega kadra, pri čemer je poudarjeno, da je pri zaposlovanju treba imeti nepristranske kriterije, ki so pod nadzorom javnosti. Dodatno vprašanje, preko katerega je šolska zakonodaja oblikovala strokovno avtonomijo javnih vrtcev in javnih šol, pa zadeva vodenje teh institucij, predvsem s tem, da je določila tripartitno sestavo sveta javnega vrtca oziroma šole, ki ga sestavljajo 3 predstavniki ustanovitelja, 5 predstavnikov delavcev in 3 predstavniki staršev. Velik delež predstavnikov samega vrtca oziroma šole zagotavlja posameznemu vrtcu oziroma šoli, da v precejšnji meri vpliva na temeljne odločitve sveta, to je seveda predvsem to, kdo bo vrtec oziroma šolo vodil, in lokalni skupnosti oziroma državi onemogoča, da bi po svoji prosti presoji nastavljala ravnatelje vrtcev in šol. Avtonomija javnih vrtcev in šol v razmerju do izvenšolskih oblik vednosti in prepričanj pa je nadalje opredeljena zahtevo laičnosti javnega šolstva, še vedno govorim o Beli knjigi, ki pomeni, da javne šole in vrtci ne smejo biti pod monopolnim vplivom posameznih verskih skupnosti oziroma cerkva, političnih strank ali svetovno-nazorskih skupin. Torej, laičnost, sistemska ureditev javnega šolstva zagotavlja s tem, da v programu javnih vrtcev in šol ni konfesionalnega verskega pouka, pa tudi z drugimi oblikami svojega delovanja kot neodvisnih institucij, kar zadeva državne organe in med drugim z načinom sprejemanja strokovnih odločitev, recimo takih temeljnih dokumentov, kot jih potrebujejo pristojni strokovni svet. Seveda vse te sistemske rešitve ne pomenijo, da v sistemu ne more prihajati do anomalij, napak in tako naprej, vendar vsaj v načelnem izhodišču zagotavljajo avtonomijo delovanja javnih vrtcev in šol s tem,
da posamezni subjekti, ki imajo moč oziroma oblast, nimajo absolutne moči pri sprejemanju odločitev in da so temeljni postopki ter odločitve transparentni, torej podvrženi nekim naprej postavljenim pravilom in nadzoru javnosti. Zdi se mi, da sem to moral postaviti zato, da se zavedamo, da ko govorimo o avtonomiji, recimo učitelja, to je o strokovni avtonomiji, je pravzaprav strokovna avtonomija tako ravnatelja kot učitelja dejansko v osnovi pogojena s položajem, v katerega ga postavlja država preko svoje ureditve. Posamezni ravnatelji oziroma učitelji, če je sistem postavljen na nek drugačen način, dejansko ne bi mogli uresničevati svoje vloge v tem smislu, da zagotavljajo avtonomno presojo ali pa celo, da zagotavljajo avtonomno vzgojo s ciljem avtonomije v nekem javnem vrtcu oziroma šoli. Seveda pa je že bela knjiga iz leta 1995 kot del koncepta avtonomije v šolskem sistemu navedla tudi avtonomijo posameznika, ki zadeva tako učence kot učitelje in jasno tudi z belo knjigo v letu 2011 se to ni spremenilo. Kot vemo, izraz avtonomije izhaja iz stare grščine in pomeni v nekem prostem prevodu tisti, ki si sam postavlja svoj lastni zakon. In v stari Grčiji je seveda to mogoče pomenilo zavezujoči običaj. Že iz tega pa lahko razberemo paradoksni značaj koncepta avtonomije. Po eni strani je očitno, da mora imeti posameznik svobodo, da lahko vlada nad samim seboj, da si postavlja lastni zakon. Po drugi strani pa ta starogrški pomen zakona, ki je zavezujoč, torej kar zavezuje, pa je običaj. To je torej neka kulturna norma. Pokaže na drugo, mislim, v tistem času pokaže na drugo stran koncepta, ki pa je nesvobodno. Če pogledamo z vidika kulturne antropologije, je ta paradoks inherentni, neodpravljivi del človeškega obstoja. Zvezani namreč z dejstvom, da je človek nujno simbolno bitje, zato ga kot takega ni mogoče odpraviti. Lahko iščemo le različne rešitve, načelne narave in pa vsakokratno, konkretno, za ta izhodiščni in neodpravljivi razcep, ki je, kot rečeno, del človeškega obstoja. Če posledice tega dejstva razcepa človeka izrazimo sociološko in ugotovimo, da je človek bitje, ki ga je treba socializirati, smo že v polju edukacije in pri njenem specifičnem paradoksu, ki zadeva pojem avtonomije, namreč, da je edukaciji naloženo, da otroka, ki je neavtonomno bitje, pripelje do avtonomije. Z tega vidika je edukacija proces, v katerem je paradoks razcepa avtonomije nenehno na delu. Dokler ni ta proces zaključen, dvomim pa, da je sploh kdaj. Edukacija je gledano z vidika odgovornega bitja, torej recimo učitelja, nenehen proces iskanja in konstrukcije situacij ter sprejemanja odločitev, s katerimi si ta otroka, neavtonomno bitje, s katerim ta otroka postavlja v nov, do določene mere zanj še ne znan položaj, ki je bistveno zvezan s tem, da pri tem odgovorno bitje, starš, vzgojitelj, učitelj, ne more vedeti, ali bo otrok, učenec, dijak in tako naprej, ta položaj, to nalogo, ki je pred njim lahko vladal, popravil, lahko le predvideval, da bi naj bilo tako. To, kar posameznik zna, oziroma vlada, mu daje moč, obenem pa ga seveda omejuje v njemu lastni okvir. Zato je edukacija nenehno razpiranje danih omejitev, nenehno odpiranje vrat, če si lahko dovolim to metaforo, ki so se zaprla. Edukacija je ponavljajoč se proces postavljanja otroka v položaj negotovosti neke določene svobode, torej avtonomije in s tem tudi prevzemanja odgovornosti. Biti vzgojitelj ali učitelj je težavno,
saj je etično in strokovno odgovoren za še neavtonomno bitje, ki ga mora postavljati, torej poudarek je mora postavljati v negotov odprt položaj, v katerem naj bi se otrok oziroma učenec vzpostavil v lastni avtonomiji na določenem področju pri določeni nalogi. In kako se bo to učiteljevo oziroma vzgojiteljevo predvidevanje šlo, je v načelo odprto in takšno tudi mora ostati. Se pravi, pred tem dejstvom, da je treba otroka postavljati v tak odprt položaj, pred izziv in odgovornost, se vzgojitelj, učitelj, ravnatelj, starš ne sme umakniti v neko varno zavedanje. Seveda pa je to tisto, kar je težavno. V iskanju izhoda iz paradoksa razcepa avtonomije med svobodo in nesvobodo sta možni dve, po mojem mnenju, napačni rešitvi, namreč, da se kot rešitev paradoksa prikaže v neki podobi zatočišča, torej podobi bodisi zgolj svobode, bodisi zgolj nesvobode. Takšne rešitve so seveda možne. Recimo v kulturno-političnem kontekstu starega Grčije se lahko spomnimo na njihovo rešitev paradoksa avtonomije v polju politične ureditve, namreč na dejstvo, da so status avtonomnega državljana imeli le odrasli moški, ki so bili gospodarji svoje oikos, ne pa tudi odrasle ženske in sužnje. Ta politična rešitev razcep, v narekovaju razreši, tako, da določene osebe postavi v položaj svobode, druge v položaj nesvobode. Kriterij pa ni posameznikova zmožnost, pač pa naključna pripadnost, da nimo ženskemu spolu. Danes imamo seveda, ko vsi vemo, drugačen koncept državljanstva, koncept, v katerem imamo vsi svoboščine kot nosilci enakih pravic. Načeloma vsaka polnoletna oseba postane tudi enakopraven državljan oziroma državljanka z vsemi odgovornostmi, ki jih mora s tem prevzeti. To pa javno šolo postavlja prav določen položaj z določenimi konsekvencami, ki so precej številne in jih tukaj seveda ne moremo obravnavati. Ampak mora si prizadevati, da otrokom to, kar je temeljna predpostavka družbe, omogoči postati. Ta predpostavka pa je sedaj njihova zmožnost razsojanja v vseh položajih, v katerih nam je na mestu posameznih podeljenih pravic naložena tudi ta odgovornost. Svobodno državljanstvo za vse ima predpostavljen kriterij za pridobitev enakih pravic in to je zmožnost avtonomnega razsojanja. Pojem avtonomije danes ni le dedič starogrškega pojmovanja, po katerem je avtonomen tisti, ki je sam svoj zakon, ali ki si postavlja svoj lastni zakon. Moderni pojem avtonomije se je vzpostavil z novoveško filozofijo in s konceptom znanosti od 17. stoletja naprej in odločilno v razsvetljenstvu 18. stoletja, ki v pojem avtonomije vpeljajo koncept resnice. Po Kantu je po svoji naravi svobodno in ne sprejema nobenih ukazov, da mora imeti kaj za resnično. Je zmožnost, da presojamo avtonomno, to je svobodno v skladu z načeli mišljenja nasploh. Ko postane iskanje resnice oziroma vednosti v razsvetljenskem pojmovanju inherentno ločeno od podreditve oziroma oblasti, avtonomija ni več preprosto vladanje samim sebi na kakršenkoli način. V slovitem spisu Odgovor na vprašanje, kaj je razsvetljenstvo iz leta 1784, Kant vpelje koncept avtonomije prav kot razcep, ki je razcep nas samih, razcep subjektov, ki si povedali. Na eni strani kot geslo razsvetljenstva navede sapere aude, drzni se vedeti, a po drugi strani takoj dodaja, rezonirajte, koliko vas je volja in čemer hočete, a bodite poslušni. Kako naj bi svobodno in brez omejitev razmišljali in se obenem pokoravali? To dvoje za Kanta ni v protislovju, ker je svobodna raba uma javna. Poslušnost oziroma pokoravanje zakonu pa je zasebno.
pri tem, da je ta zasebnost, torej ta pojem zasebnosti, obsega pokoravanje državnim institucijam, pa tudi nedržavnim institucijam, lahko seveda rečemo tudi cerkvi in tako naprej. Razsvetljenski koncept avtonomije ni tak, kot bi narekoval zdravi razum, da si zasebno lahko mislimo karkoli, javno pa se moramo pokoravati. Nasprotno, kot privatne osebe, kot državljani, kot učitelji, moramo poštevati zakone države. Kot umni posamezniki pa imamo pravico do javne rabe uma, da postavimo pod vprašaj vse zakone in predpise, ki smo jih zasebno, torej v naši poziciji, za katero smo se zavezali, podrejeni. Paradoks razcepa avtonomije ni v tem, da bi enih bilo prepuščeno, da razmišljajo, drugim pa da poslušajo in se podrejajo. Vsakdo je subjekt zavezan oboje. Za razliko od političnega oziroma državljanskega konteksta, v katerem govori Kant, ali delitve na različne poklice v enem drugem spisu Spor fakultet, lahko dodamo, da strokovna avtonomija učitelja ne zahteva zgolj podreditve ali preprosto podreditve, pač pa natanko zmožnost, da se obenem postavimo na obe ti dve različni poziciji, na dve mesti. Da se podredimo strokovnim normam, postavljenim zakonom države, da izhajamo iz znanstvenih spoznanj, strokovnih spoznanj, a ravno ohranjanje svobode mišljenja ali recimo odprtosti duha sploh omogoča, da strokovno znanje ustrezno uporabimo, da ugotavljamo njegove omejitve. A to seveda potencialno pomeni tudi možnost izhoda iz zgolj poslušnosti nekim danim okvirom. Se pravi, tej potencialnosti se nikdar ne moremo izogniti, tudi prav je tako. Avtonomija kot cilj edukacije v javni šoli torej zahteva razvijanje uma kot zmožnosti, da presojamo avtonomno, to je svobodno v skladu z načeli mišljenja, seveda pa razmišljati ni mogoče nasploh. Mišljenje ima vedno neko določeno simbolno vsebino, kar pomeni, da zahteva znanje in etične zmožnosti razsojanja, ki omogočajo, da se postavimo na neko drugo mesto, torej na tisto mesto, ki jim lahko rečemo reflektirajoče. In v tem smislu seveda lahko komentiram, da distinkcija, ki je dopoldne razvil kolega Zadnikar, s tem, ko je končal, da nam grozi, da bomo izšli iz razsvetljenstva, oziroma da ta dispozitiv, v katerem danes živimo, je pravzaprav dispozitiv, ki s tem, ko izgublja to dogmatično dimenzijo, v bistvu izgublja tudi razsvetljensko dimenzijo in dimenzijo svobodnega mišljenja. Z mojega vidika seveda, glede na to, da bom zelo malo časa, bom kar precej priskočil, ker smo tako pozno začeli. Mogoče si bom to vseeno vzel čas na nekje do 26, če smem. Skratka, z mojega vidika, ne pa z vidika vseh teoretikov, še posebej ne v Združenih državah Amerike, avtonomije pravzaprav ni potrebno niti utemeljevati. V ameriškem kontekstu denimo najbolj znan tak razpit primer je primer Wisconsin versus Yoder, kjer so pač Amiši v bistvu želeli izvzeti svoje otroke, oziroma so jih za to dosegli, iz javne šole, oziroma iz tega, da bi jih hodili do 16. leta sploh v šolo, pač z nekimi argumenti, ki so seveda ravno šli v nasprotje avtonomije. Zdaj, ta primer je dokaj zanimiv, ampak seveda v tem ta trenutek ne bom govoril. Tisto, kar želim poudariti, je, da je za javno šolo in za javni vrtec, to pa sva že zapisala s kolegico Kovač Šebrtovo v eni knjigi, bistveno izhodišče, tista naša konceptualna podlaga, ki je v ustavo zapisana, ali pa v konvencijo o človekovih pravicah, mislim, Evropsko konvencijo. In koncept človekovih pravic
dejansko s temi tremi bistvenimi točkami ali pa elementi, ki so ugrajeni v koncept, nalaga vzgojo za avtonomijo. Dejansko postavlja vzgojni cilj, ki je avtonomija. Seveda je ta podlaga na nek način zapisana tudi v zakonu, recimo v zakonu v osnovni šoli ali v ZOFI, v krovnem zakonu, so kot cilji postavljeni, da nimamo samo enega navedem, da je treba vzgajati za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izhajajo iz evropske tradicije, vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti, medsebojno strpnost, spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Se pravi, to k temu nas dejansko zavezuje zakonodaja. Koncept človekovih pravic pa s temi tremi elementi implicira avtonomijo in v bistvu seveda se lahko o tem pogovarjamo, sam pa o tem ne dvomim in sedaj ne mislim več argumentirati naprej. Kaj iz tega sledi? V sodobnem državljanskem prostoru je nemogoče prezreti pravno dimenzijo pravic, tudi ko govorimo o naši subjektivnosti, se pravi naši notranjosti. Zakon, ki nas zavezuje, to niso sedaj le običaji te družbe, pač pa tudi zakoni države. Zato bi bilo prekratko o avtonomiji razpravljati le kot o moralni avtonomiji subjekta, kot da zakoni, ki nas zavezujejo, ne bi bili notranji del avtonomije, ki jo imamo kot državljani subjekti pravic. Ampak v tem neodpravljivem razcepu, o katerem sem prej govoril, med podreditvijo in svobodo, ki je temelj modernega koncepta avtonomije, se odpira eno ključnih vprašanj o vzgojno izobraževanje, namreč kako otroku skozi podreditev odpreti možnosti, svobode v mišljenju in odločanju, kako ga podpreti v iskanju osebnega dobrega oziroma lastne izpolnitve. Tisto, kar moderni koncept, za razliko od kakšnih starejših, nalaga, pa je med drugim tudi to, o čemer bi lahko na dolgo in široko govorili, da dejansko mi moramo biti zmožni kritizirati, podvomiti tudi o lastni identiteti. Recimo o identiteti naroda, države, posameznika in tako naprej. To je pravzaprav pogoj tolerancije. No, iz tega seveda izhaja tudi nalogo, kako bi morali izvajati pouk, samo dve stavki to nakažem. Dejansko učitelj lahko vzame tako rekoč karkoli za svojo osebino, ki jo obravnava. Tisto, kar pa mora učitelj zagotoviti, je, da v primerih, ko vprašanje ni vprašanje nekih znanstvenih, nedvomno dokazanih dejstev, zakon, ko gre za vprašanje različnih interpretacij, te interpretacije predstavlja otrokom oziroma učencem. Prav ta različnost interpretacij je pogoj vzpostavljanja avtonomije in reflektiranosti. Tisto, kar pa je mogoče danes težavno in temu prehajam zdaj čisto na koncu, je mogoče zajeti, lahko pa tudi ne, s pojmom paternalizem. In v bistvu jaz izhajam iz teze tukaj, da je paternalizem v vzgoji pogoj avtonomije, pogoj vzpostavljanja avtonomije. Paternalizem, zdaj tukaj imamo pač eno od definicij, malo zapletena je, pa ker nimam več časa, ne bom šel v podrobnosti te definicije. Paternalizem, bolj preprosto rečeno, v bistvu je nek pojem, ki ga uporabljamo velikokrat pežorativno. Mi bodi si kot zmerljivko, bodi si kot nekaj, kar pravzaprav želimo podpreti. In Joel Feinberg v recimo besedilu Otrokova pravica do odprte prihodnosti, kjer govori o paternalizmu, pravi, da naj bi ga uporabljali tako prijatelji otrokove pravice do odprte prihodnosti, kot njeni sovražniki, pri čemer naj bi prvi izraz uporabljali kot obtožbo, drugi pa apologetsko. In dodaja, da emocionalno nabita uporaba tega izraza ne more prinesti drugega, kot da nas še bolj potrdi od
odpravilo problem. Kaj je pravzaprav, kdaj lahko upravičeno uporabimo ta izraz paternalizem kot neko obtožbo? Recimo, uporablja se takrat, ko nekdo, neko vlast, da nima postavlja pravila, ki ne bi odrasle obravnavala ta pravila, kot da so otroci. Recimo, kot država prepove neko vedenje ali pa neka dejanja, ki ne bi spadala v domeno našega lastnega odločanja. Seveda z argumentom, da je to naša dobra, ta prepoved, zapoved. Seveda pa je položaj otroka in staršev povsem drugačen. Kako je sploh mogoče, da bi bilo lahko, da bi za starše lahko rekli, da so paternalistični na podoben način do svojih otrok. Izraz je po njegovem lahko v tem slabšalnem pomenu uporabljen ne zato, ker gre otrok v svojem razvoju skozi serijo faz med popolno nemočjo in odvisnostjo na začetku in skoraj popolno samostojnostjo tik pred vstopom v odraslost. In paternalizem, ki ga je mogoče obsojati, je tisti, ko otroka v določeni fazi obravnavamo, kot da bi bil v neki drugi predhodni fazi. Se pravi, v bistvu, kot da je mlajši in bolj in manj odgovoren, kot bi lahko bil. Ampak kot tak, v odnosu je paternalizem pri otrokovem odraščanju nujen in neizogiben in v tem smislu popolnoma primeren. Tako strani države, kot strani staršev oziroma učiteljev. To je seveda zato, tako ker na določenih področjih celo starejši otrok še ne more v celoti vedeti, kaj je njegov lastni interes. In seveda, še bolj pomembno, otroci se ne rodijo strukturo osebnosti, morajo biti socializirani, da bi postali funkcionalni člani odrasle skupnosti in to je treba storiti, tudi če je proti željam samih predsocializiranih otrok, če je v tem primeru sploh mogoče govoriti življenje. Zdaj bi pa samo na kratko še poskušal razložiti, zakaj je mislim, ta položaj avtonomije ima seveda didaktične komponente, tiste, o katerih recimo govori veliko krat dr. Boris Marjetič Požarnik, ker se tudi že večkrat citiral nek stavek, ki je zelo povedno v tem smislu, se pravi, da bi učenci dosegali kompleksne cilje, je treba ustvariti situacije, ki vseh zahtevajo trdo delo, hkrati pa so zanimive, izzivalne, ravno prav zahtevne, malo nad obstoječimi zmožnostmi učencev. To je didaktični vidik. Ampak obstaja pa seveda tudi vzgojni vidik te zadeve. Recimo vam bom opisal en primer. Ne bom rekel, da je izmišljen, ker sem ga sam spoznal. Učenec je bil na neki šoli žrtev napada 4 njegovih sošolcev. 4 so ga obkrojili. In so ga seveda želeli pretepsti. Ampak, ker je ta bil slučajno tak, da se je znal obraniti, pri tem pa je enega celo spravil v nezavest, tistega, ki ga je držal, bil je pa albanskega porekla, so potem slovenski starši dosegli, da so tega albanskega, ki je bil v izhodišču žrtev pa seveda na koncu ni bil samo zato, čisto zgolj zaradi dejstva, ker je bil pač fizično zadosti sposoben obrambe. Torej so tega albanskega otroka oziroma učenca premestili v drugo šolo. Tisto, kar je šola s tem sporočila otrokom, vsem ostalim, pač je pa seveda to, da če se močnejši spravijo na neko žrtev, ki samo po naključju v tem primeru ni taka tudi postala, je to kar v redu. Problem seveda je bil v tem, da tudi sama šola je vedela, da pravzaprav tega ne bi smela storiti. Tisto, kar bi pa to zahtevalo od šole, pa je, da bi se zoprstavila starši. Namreč starši, ki so to dosegli, so bili v večini. In starši so bili tisti, ki so narekovali v tem primeru dejanja šole. Zato pravim, da v takih primerih, kjer je pač vsaj strokovnega vidika jasno, kakšno bi bilo pravilno ravnanje, se šola mora postaviti na
paternalistično pozicijo, v paternalistični položaj. V tem seveda je to identično strokovnemu položaju, ampak ta položaj pomeni, da uveljavi svojo moč, ki jo pač mora uveljaviti. S tem namreč te odgovornosti se šole pač in učitelji ne morejo izogniti. Zdaj, samo še zadnji stavek v zvezi s tem, tisto, kar je po mojem mnenju bi bilo zelo pomembno v naših šolah, je to, da bi ravnatelji učiteljem v takih primerih zagotovili podporo. Učitelji sami, brez podpore ravnatelja, nikakor ne morejo uveljavljati avtonomije v svojem